A lahko poveš, kaj sploh so beljakovine? Ne bi pa zdaj rada spodbujala, da pa beljakovine v prahu pa v vsakem obroku, ker druge stvari so pa brez veze. Gospa, a lahko na francosko mečkam tlele date, a ne? Perfekten jedilnik ne obstaja. Tako da eni ljudje v bistvu rečejo, bom zdaj spil ene proteine, mislijo, da bojo spili te beljakovine v prahu. Se pravi, ni, da bo šel pa bo 15 beljakov nabral na travniku. Slabše od tistih iz hrane ravno ne, ker so v bistvu izolirane iz hrane. A ne? To je samo neka... Se pravi, beljakovine, ki druge stvari niso marale in so rekle, mesec, da bomo družba z vami, pejte veke v prah. Ampak dovolj matematike. Gremo po nakupih, jaz sem lačen. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Moje ime je Boštjan in tole, kar trenutno gledate ali pa mogoče poslušate, je Šparov podcast. Več vem, bolje jem. Raj sem pogledal, ker priznam, na vaji sem 3-krat rekel, več jem, kar velja zame, ampak mi pa rečemo, več vem, bolje jem. In kaj pravzaprav je ta podcast, več vem, bolje jem? Gre za niz pogovorov, v katerih se bomo z raznimi prehranskimi strokovnjaki ukvarjali z različnimi področji, ki se tičejo prehrane. Le kdo bi si mislil, tako da bomo z znanjem, ki ga bomo pridobili skozi te pogovore in pa seveda tudi s članki in drugimi vsebinami, ki jih boste našli na portalu Več vem, bolje jem na Šparovi spletni strani, lahko tudi sami spremenili svoje načine prehranjevanja, jih izboljšali ali pa našli kakšno finto, ki vam bo pomagala pri tem. Danes za začetek je prva gostja, ki otvarja Več vem, bolje jem. Zdaj bo za nas še 50krat ponovil, da se bom zapolnil in na koncu bom itak rekel več jem. Ne? Tako da je magistrica inženirka prehrane, ki deluje kot klinična dietetičarka, Lana Trampuš. Lana, lepo pozdravljena. Ja, lepo pozdravljen. Ko mi čakam, da se pogovoriva o beljakovinah in razbijava kakšen mit. Super, evo, zdaj si mi pol strani uvoda že prehranila, ker si povedala, da se bomo pogovarjali o beljakovinah, ampak dajmo mogoče res to na začetku razčistiti, preden sploh karkoli rečeva. Mogoče lahko samo še toliko povem gledalkam, gledalcem, ne, da predstavim na kratko koncept. Se pravi, z vsakim gostom se bomo pogovarjali v 2 delih. Najprej bomo razbili nekaj po možnosti 5 različnih mitov o temi podcasta, nato pa sledi splošen pogovor, na koncu pa si bomo še na terenu ogledali kakšnega strokovnjaka, sodelavca, ki nam bo na praktičnem primeru pokazal, kako vključuje pridobljeno znanje v svojo vsakdanjo rutino. In danes bova govorila o beljakovinah. Zdaj, beljakovine, nekateri rečejo proteini, ne, pa kar poznamo, ne pač visokoproteinske jogurte, visokoproteinske proteine, tudi najbrž že. Kakšna je sploh razlika, oziroma ali je kakšna razlika, sta samo 2 izraza s koreninami v različnih jezikih? Ja, zdaj tako je, ne. Beljakovine so v bistvu samo slovenski izraz za angleško besedo protein. In ta angleška beseda protein se je zelo prijela med, rečemo, slovensko mladino, pa tudi slovensko bodybuilding oziroma neko fitness populacijo, in te so začeli potem uporabljati recimo izraz proteini za beljakovine v prahu. To so tisti napitki, a ne, ki si jih pripravimo pol iz beljakovin v prahu, ki jih dobiš tudi recimo v fitness centru, lahko si jih pripravljaš doma. Tako da eni ljudje v bistvu rečejo, bom zdaj spil ene proteine, mislijo, da bojo spili te beljakovine v prahu. Se pravi, ni, da bo šel pa bo 15 beljakov nabral na travniku iz jajc in potem to ruknil. Ja, tudi to bi lahko si kdo predstavljal, ker v bistvu zelo pogosto ljudje enostavno, ko rečejo, zdaj mi pa manjka proteinov v tem obroku, tudi mislijo, da mu manjka vira beljakovin. Tako da ne bomo naprej te zmede danes peljali, bova midva kar govorila o beljakovinah kot makrohranilu iz hrane in o beljakovinah v prahu kot prehranskem dopolnilu. Se pravi, če grem v fitness in potem ven so to beljakovine v prahu. Ja, bi bil to potem nek beljakovinski šejk, tako se ponavadi to tam prodaja. Če imamo potrebo potem moramo reči, da bi en beljakovinski šejk. In potem te v fitnessu vsi gledajo, dober dan, si smem privoščiti eno merico beljakovinskega šejka? To ne, tle se je eno zmešalo.
Ja, bo mogoče res bolje razumljeno, če rečemo proteini, ampak vse ni svojega strokovnega področja, da imamo to terminologijo danes pelati, kako je treba. Super. Potem pa mislim, da sva pripravljena na razbijanje 5 mitov o beljakovinah. Jaz sem pripravil še enega, sem rekel, jih lahko jaz, ne? Pa sem rekel, ne, bomo poiskali take, katerim ljudje res verjamejo. Ne? Namreč moj mit, ki sem ga želel razbiti ali potrditi, je namreč ta, da so beljakovine dobile ime po mestu Beljak, ker so tam leta 1885 prvič izolirali, sicer je to naredil dr. Adam von Eiweiss. Ja, to pa zdaj veš nekaj več kot jaz, tako da tega mita ne morem komentirati, bom pa vse ostale. Ok, super, jaz si bom pa tudi, ne bom si dal vse nekaj dietetičnega pred ime, ker nočem biti nespoštljiv, ker vem, da je tukaj je znanje zade, jaz se pač malo tle hecam, lahko ne. Ampak dajva pogledati prvi mit, Lana, in sicer več beljakovin pomeni več mišic. Se pravi, če bom jaz danes, ne vem, si naredil obrok, v katerem bo, ne vem, 500 gramov beljakovin, bom jutri se zbudil s 500 grami mišic več. Ja, to bi bilo precej enostavno potem, ne, za vse te ljudi, ki si želijo pridobiti mišično maso, ampak žal to ni tako. V bistvu, če mi redno skrbimo za nek zadosten dnevni vnos beljakovin, bomo na ta način res lažje ohranjali neko primerno, torej ohranjali svojo mišično maso. Ampak, če hkrati ne vključujemo vadbe z bremeni v svoje življenje, da gremo vsaj nekje 2-krat na teden trenirati z nekimi bremeni, najprej to recimo lasna teža, potem pa so to neke uteži. No, če tega stimulusa za mišico ni, potem tudi ob vseh beljakovinah ne bo rasla, ker jo noben stimulus ne sili, da raste. Tako da mi, če želimo ob neki beljakovinsko bogati prehrani doseči rast mišic, moramo hkrati seveda izvajati tudi vadbo z bremeni. Tako da to je žal mit. Več mišic oziroma več beljakovin pomeni kvečemu lažje ohranjanje mišic. Ok, v redu, se pravi, delno velja, recimo, delno velja, ne. Ampak se moramo tudi sami seveda potruditi zraven. No, ampak potem pa kar nadaljujeva, mogoče v tej smeri. Beljakovine v prahu so samo za bodybuilderje. Se pravi, ne, zdaj drugi nimajo potrebe po njih, oni po treningih, koliko je to res? Beljakovine v prahu so res v bistvu bolj priljubljene v populaciji športnikov, torej nekih bolj nadpovprečno aktivnih posameznikov, ampak ni pa res, da je to živilo oziroma prava beseda bi bilo prehransko dopolnilo, da je to rezervirano samo za to populacijo. V bistvu beljakovine v prahu lahko pridajo prav nekomu, ki ima težave z doseganjem zadostnega dnevnega vnosa beljakovin samo z običajnimi živili. Torej recimo nekdo, ki ima visoke potrebe po beljakovinah, pa nima tako dobrega apetita, ali pa nek športnik, ki mu je to samo, mu olajša nekako pripravo teh beljakovinskih obrokov, lahko jih pa uživa v bistvu kdorkoli, ker včasih recimo za večerjo si želimo preprosto narediti nek mlečni zdrob, ampak če smo predtem ravno trenirali, bili torej športno, telesno aktivni, to ne bo dober regeneracijski obrok za naše telo in je fajn, da dodamo nek vir beljakovin. In zdaj, če nismo ravno tiste vrste človek, ki bi pojedel mlečni zdrob in zraven še neka jajca ali pa nek zrezek, je potem zelo enostavna rešitev, da tisto eno merico... Običajno je, a ne, steak pa mlečen gres, ne, to je taka klasična večerja. Bi bil samo mlečen gres in telo ne bi dobilo teh beljakovin za obnovo tkiv, tako da v takih primerih dejansko pridejo prav. Nikakor pa ni res, da jih potrebujejo vsi športno aktivni posamezniki, to je potem tisto, če ti koristijo, potem mogoče lahko pomisliš na beljakovine v prahu in jih vključuješ v svojo prehrano, če pa enostavno z ostalimi živili vneseš dovolj beljakovin v prahu ne potrebuješ. Je pa tudi verjetno, no, če malo podaljšava še tale mit, obstajajo tudi različni tipi teh beljakovin v prahu, ne, in mnogi imajo tudi potem še kakšne druge dodatke, ki so pa prav posebej namenjeni, ne, za lažjo regeneracijo in stvari po vadbi. Ja, obstajajo tudi kakšni takšni izdelki, ki imajo zraven še kakšne ogljikove hidrate, da dodatno podprejo obnovo mišičnega tkiva. Nekateri obstajajo z raznimi zelišči, vitamini, ampak vseeno nekako najbolj priporočljivo je, če že uživamo tovrstna prehranska dopolnila, da se prepričamo o njihovi kakovosti, ne? Ker prehranska dopolnila niso tako dobro regulirana in nam res veliko pomeni, da vemo, da kupujemo izdelek od nekega proizvajalca, ki dela kakovostne
beljakovine v prahu. Super. Ostajava še pri beljakovinah v prahu, kajti naslednji mit pravi takole. Beljakovine v prahu so slabše od tistih iz hrane. Slabše od tistih iz hrane ravno ne, ker so v bistvu izolirane iz hrane. A ne? To je samo neka... Se pravi, beljakovine, ki druge stvari niso marale in so rekle, mi se ne bomo družili z vami, pejte veke v prah. Recimo sirotkine beljakovine v prahu, a ne, sirotka je samo ena od beljakovin v mleku in mi v bistvu, ko jemo to sirotko v prahu, jemo sestavino, ki je bila pridobljena iz mleka. Ni zdaj to nekaj umetnega, nekaj nevarnega. Veliko je seveda tukaj pomembno, da jemo kakovostne, kot sem že povedala, te beljakovine v prahu. Ni pa tako, da bi bile slabše. Smo rekli slabše ali boljše? Beljakovine v prahu so slabše, smo rekli. Slabše, no. Kaj pa bi res omenila, kje pa je lahko to slabše? Da se nekdo začne preveč zanašati na te beljakovine v prahu, ne? Ker ne smemo pozabiti, to je izolirano hranilo, če pa mi jemo beljakovine iz nekih polnovrednih živil, torej iz mesa, iz stročnic, iz jajc, tam pa dobimo tudi druga hranila zraven, neke vitamine, minerale, ki jih potrebujemo, energijo, maščobe, tako da enostavno ni to tisto, da bi se zanašali samo na beljakovine v prahu. Najprej pomislimo na polnovredna živila, potem pa, kot sem rekla, če vidimo, da svojih potreb po beljakovinah nam ne uspe pokrivati s temi živili, pa dajmo pomisliti, če mogoče na neke z beljakovinami obogatena živila ali pa te beljakovine v prahu. Zdaj so očitno naslednji mit že malce ovrgla, ne? In ta pravi, beljakovine lahko dobiš samo iz mesa. Videli smo se pač, da iz praha, ampak spet ne to so. Ne, ni zdaj, da bi nekdo, kot se reče, šel iskati po prahu, če se kakšna beljakovina valja, ampak so izolirane iz drugih živil. Kaj poleg mesa je še? Ja, ni samo meso vir beljakovin, kot mnogi, predvsem moški, včasih verjamejo in se preveč zanašajo na vnos mesa in tudi preveč vnašajo nekih teh mesnih izdelkov. Seveda dobro poznani viri beljakovin so še mlečni izdelki, sploh tisti z višjo vsebnostjo beljakovin in manjšo vsebnostjo maščobe, torej to nimam zdaj ravno v mislih nekega sira, tudi sir, ampak predvsem kakšni te grški jogurti z malo maščobe ali pa skir je zdaj zelo popularen. V različnih trgovinah ima različno ime, ampak prepoznamo ga potem, da recimo ima 10 gramov beljakovin na 100 gramov, to je pa že zelo dobro. Torej, poleg takšnih mlečnih izdelkov, jajca, stročnice, ribe, od rastlinskih virov beljakovin pa bi izpostavila še recimo sojo in izdelke iz soje, ker je soja zelo primerljiva po kakovosti, glede na svojo aminokislinsko sestavo, je zelo primerljiva z živalskimi viri beljakovin. Se pravi, da če se nekdo odloči za brezmesno prehrano, je povsem pač zlahka dobi beljakovine, ki jih potrebuje. Potrebuje nekaj več znanja, torej mora poznati sojo in se spomniti na sojo, pa recimo, da ne pije samo riževega napitka, ker vemo, da nima nič beljakovin, da takrat potem raje spije kakšen sojin napitek, pa tudi, da znotraj svojih obrokov za vnos vseh potrebnih aminokislin kombinira žita in stročnice. S tem pa spet potem sestavimo kot puzle skupaj in dobimo vse potrebne aminokisline, tako kot bi to recimo naredili z jajci, mlečnimi izdelki, mesom. Super. Mogoče imamo idejo za naslednje leto, za kakšne novoletne darila, te puzle prehranske, ne? Lahko naredimo. In še zadnji mit, ki se ga bova lotila. Torej, mit pravi takole. Vsi potrebujemo enako količino beljakovin. Ja, to je mit, ker se v bistvu naše potrebe po beljakovinah razlikujejo tekom življenja. Že potem pri ženskah v času nosečnosti, dojenja so povečane potrebe. Povečane potrebe po beljakovinah imajo redno telesno aktivni posamezniki, predvsem tisti, ki aktivno želijo pridobivati mišično maso, ki izvajajo neko vadbo z bremeni, pa tudi posamezniki, ki hujšajo. Ker vedno, ko v svoji prehrani zmanjšamo dnevni energijski vnos, je telo bolj podvrženo neki razgradnji in mi s tem, da pazimo na zadosten dnevni vnos beljakovin, ki je takrat dejansko naše potrebe so malce večje, če želimo zavarovati mišice. No, tako da tudi te posamezniki, torej, ki hujšajo na nek zdrav, vzdržen način, morajo biti bolj pozorni na vnos beljakovin, pa tudi starejši posamezniki. To pa že samo zaradi tega, ker staranjem enostavno naše telo iz leta v leto je bolj
podvrženo razgradnji, ni več tako rasti kot recimo v mladosti. Tako da to so neke populacije z večjimi potrebami po beljakovinah, pa seveda, da ne pozabimo na razne bolnike. Niso vsi bolniki tisti, ki imajo povečane potrebe, nekatere populacije pa so takšne. In potem bolniki v bistvu to zvejo tudi od dietetikov v zdravstvu in zagotovo so to že slišali. Evo, najlepša hvala za tale prvi del. Ti limiti so zdaj tako skrušeni, da bi verjetno njim prav prišla kakšna skodelica beljakovin ali pa merica ali dve. Ampak mi da so zdaj se pogovarjala o beljakovinah, pa kdaj jih uporabljati, kakšno uporabljati. Ampak a lahko poveš, kaj sploh so beljakovine? A ljudje sploh vemo, kaj počnejo razen tega, kot si že prej omenila, da pomagajo pri gradnji mišic. Kaj so beljakovine, zakaj so pomembne? Beljakovine v bistvu uvrščamo med makrohranila, torej poznamo ogljikove hidrate, maščobe in beljakovine. Jaz predvsem maščobe. Ja, v bistvu tako je, da ljudje zlahka ponavadi zaužijemo dovolj ogljikovih hidratov in maščob, beljakovine so pa tiste, na katere moramo biti ponavadi malce bolj pozorni. Pa niso pomembne samo za športnike, zaradi tega, ker ne sodelujejo le pri podpori rasti mišic, ampak tudi pri ohranjanju te mišične mase, pa tudi pri nekem normalnem delovanju presnovnih procesov v telesu, tvorbi encimov, obnovi drugih organov, pa tudi prispevajo k nekemu normalnemu zdravju kože in las. Tako da to so pa vse zadeve, ki nas vse zanimajo. Da ne pozabimo seveda, da dovolj beljakovin pomeni tudi, da imunski sistem lahko normalno deluje. Tako da zdaj že iz tega odgovora vidimo, da so v bistvu pomembne za vse. In moje naslednje vprašanje je bilo, nameraval sem ga, kaj se zgodi, če ne vnesemo dovolj beljakovin v telo, ampak mislim, da smo ravnokar so dobila odgovor, ko si povedala, zakaj so pomembne, se pravi vse nasprotno. Torej, očitno se pravi, imunski sistem začne pešati, pride do obrabe mišic, sem poslušal, a ne? Ja, tako. Kar nekaj veš, ja. Ja, evo. Ampak nečesa pa še ne vem, namreč prej sva sicer se pogovarjala, da ne potrebujemo vsi enakega števila beljakovin, enake količine, glede na to, v kakšnem stanju smo, s čim se ukvarjamo, ampak verjetno pa obstaja nek izračun, koliko beljakovin približno bi moral na kilogram telesne mase zaužiti nekdo, da te osnovne potrebe pokrije. Torej, da odrasel zdrav človek nekako vzdržuje neko ravnovesje v telesu, mora zaužiti minimalno 0,8 gramov beljakovin na kilogram telesne mase na dan. To lahko zdaj vsak zase izračuna, ampak dajmo si zapomniti, da je to nek minimum. So pa zdaj tudi že novejše študije, zelo kakovostni znanstveni dokazi, ki nekako kažejo, da tudi če vnašamo recimo 1 gram na beljakovin na kilogram telesne mase, če smo športno aktivni, je še bolje med 1,2 do 1,6 grama na kilogram telesne mase, torej govorim skozi o beljakovinah. Za tiste, kot sem pa prej omenila, ki si aktivno prizadevajo za pridobivanje mišične mase ali pa celo mogoče ob tem hujšajo, se pa vnosi lahko gibljajo tudi nekje do 2 grama na kilogram telesne mase na dan, ampak tako visoki vnosi za večino ljudi niso potrebni. Tako da, če smo športno aktivni, lahko nekako zaokrožimo na okrog 1,5 grama beljakovin na kilogram telesne mase na dan. Če pa nismo, če smo nekako podpovprečno športno aktivni, bolj sedeča populacija, bo pa dovolj že tam okrog 1 gram beljakovin na vsak kilogram telesne mase na dan. Zdaj, prej smo že omenjala beljakovinske praške, ampak zdaj va reči tako, se pravi, danes, ko prideš v trgovino, vidiš dosti produktov, ki jih reklamirajo kot visoka vsebnost beljakovina. Se pravi, tukaj imamo, tudi prej si ti omenila, recimo skir, ki ima določen zelo visok procent beljakovin. Zdaj pa, a lahko, koliko je pravzaprav sploh smisla, če nisi nekako, rekel, zelo aktiven, da posegaš po takih živilih? A lahko dobiš skozi čisto normalna živila dovolj beljakovin, ali je to vseeno mogoče neka lažja pot, pa tudi mogoče za malo bolj kakovosten vir hrane?
Tukaj je spet odvisno, kako imamo mi ponavadi sestavljene svoje obroke. Zdaj, za nekoga, če bo namesto klasičnega jogurta zbral nek skir, bo recimo dodal noter neke žitne kosmiče, sadje in mu bo to predstavljalo recimo zajtrk ali pa malico, bomo po takšnem z beljakovinami bogatejšem obroku dlje časa siti, kar nekako tudi pripomore, da kasneje v dnevu manj posegamo po nekih prigrizkih in to na dolgi rok prispeva, da smo po nekih obrokih z dovolj beljakovinami mi manj lačni in lažje vzdržujemo neko primerno zdravo telesno maso oziroma jo lažje dosegamo, če želimo hujšati. Zdaj, niso pa to, bi rekel, čist nova pogruntavščina, ta živila z visoko vsebnostno beljakovin. Konec koncev si ti tudi že omenila, recimo sirotka, kot produkt delanja sira, tudi recimo albuminska skuta, kot sir, ki je delan iz sirotke in vsebuje več beljakovin. Kaj so še kakšna taka živila, za katera pa vemo mogoče, da so prisotna že tako ali tako v naši prehrani, pa da so še posebej dobra za večji vnos beljakovin? To bi v bistvu bil enak odgovor kot tisti, kjer sva prej omenjala, kaj so sploh te viri beljakovina. Torej, neka polnovredna beljakovinska živila naj bodo naša glavna izbira v prehrani, zaradi tega, ker to je naš vir tudi ostalih hranil, vitaminov, mineralov, meso, jajca, stročnice, takšni mlečni izdelki, kot sva jih že omenjala, soja. Zdaj, tisti ostali bolj predelani izdelki, torej to zdaj vidimo na trgovinskih policah veliko raznih beljakovinskih napitkov, pudingov, beljakovinskih ploščic. Ni prav, da na teh živilih baziramo svojo prehrano, naj bodo ta živila vseeno v manjši meri naš vir beljakovin, so pa v bistvu za nekatere populacije ali pa tudi za nekoga sedečo, recimo službo, zelo priročna, ker lahko mi zberemo neko bolj beljakovinsko malico, smo potem po njej dlje časa siti, lažje delamo, ali pa se odločimo za nek jogurt z manj beljakovin, z več sladkorja, po katerem pa ne bomo toliko časa siti. Tako da ni zdaj, da so ta živila koristna samo za športno aktivne, ampak za nobenega ne bi priporočala, da na njih baziramo prehrano. Ampak vsi jih potem glede na svoje potrebe lahko eni večkrat vključijo v svojo prehrano, eni manjkrat, ampak še vedno v manjšini. Pozornost naj bo drugje. Jaz sem recimo to dostikrat, da imam kakšne te ploščice beljakovinske v avtu, da kadar se imam zjutraj odpeljem na kakšen nastop, je ravno tako, pač pa, ko vidiš, bog mudi se mi, jaz se bom zdaj ustavil na neki bencinski črpalki, pa bom, nek masten burek ali kakšen sendvič, ali je pa to mogoče za tisto, kar bom potreboval energije, ena ploščica čist dovolj, da me drži čez tisto uro, dve nastopa, pa si mogoče rečem, da je malo bolj zdravo. Definitivno si dlje časa sit po takšni ploščici, kakor če bi imel neko navadno čokoladno ploščico, bi pa vsem priporočala, da super, da imaš to na zalogi, ampak da si prineseš vsem še kakšen kos sadja, ker s tem imaš pa pol že neko bolj polnovredno malico, malo več prehranske vlaknine, vitaminov, mineralov in še za beljakovine poskrbiš s to ploščico. Super, evo, zdaj si bom zapisal, da si bom kar en sladovnjak naštel. Eno gajbico imel. Zdaj mislim, da sem videl kar že veliko stvari povedala o beljakovinah, ampak če bi pa mogoče poskušala zdaj sežeti vse skupaj, zaprav, da bi rekel mogoče 3 točke, na kaj biti pozoren, da vnašamo dovolj, da vnašamo dobre beljakovine v telo, oziroma kako, a so mogoče kakšne temu, kot se danes, zdaj jaz, kot človek pri skoraj 50-ih rečem, mladina reče life hacki glede beljakovin. Ja, največji life hack se mi zdi je, da preden si pripravljaš obroke v dnevu, torej mi želimo, prehranski strokovnjaki nekako želimo, da ima vsak človek vsaj 3 glavne obroke v dnevu, potem pa malice glede na neke svoje potrebe, preference. Torej, da pri zajtrku, kosilu, večerji se vedno najprej vprašamo, torej, kaj bo moj vir beljakovin v tem obroku, potem pa šele, za ogljikove hidrate recimo bom dodala testenine, maščobe bomo z neko žličko olja na solati tako zaužili, da v bistvu okrog beljakovin sestavljamo svoje obroke in že s tem
mi nekako spotoma skrbimo, da imamo potem na koncu dneva dovolj velik vnos beljakovin, pa da se seveda koncentriramo na te polnovredne vire beljakovin, te bolj predelane vire beljakovin, pa z njimi samo dopolnjujemo svojo prehrano ali pa tako, ko nimamo časa, posežemo po njih, da pa ne bi pa zdaj rada spodbujala, da pa beljakovine v prahu pa v vsakem obroku, ker druge stvari so pa brez veze. Gospa, a lahko na francosko mečkam tlele date, a ne? To ne bi bil dober pristop, bi zelo hitro začelo vnašati premalo drugih zelo pomembnih hranil. Tako da nek primeren cilj je, da pri vsakem obroku ciljamo torej za odrasle, zdrave ljudi na nekje vsaj 20 gramov beljakovin. To tudi je dokazano, da nekako najbolje prispeva k ohranjanju, pa tudi k pridobivanju mišične mase, vkolikor vključujemo tudi to vadbo z bremeni v svoje življenje. Zdaj, vadba z bremeni, to bom pa jaz, ker sem poslušal se pametnega dela, se pravi, beljakovine so pomembne zaradi tega, ker ti pri vadbi z bremeni, pač ti natrgaš narediš mišice, poškodbe mišic in se potem zaradi tega stimulusa mišica začne tudi rastati. Če ima hkrati torej ustrezen vadbeni stimulus, torej nek sprožilec te obnove in potem, da ti mišici hkrati zagotoviš zadosten vnos beljakovin s prehrano, je to potem where magic happens, torej skrivnost za čarovnijo. Evo, in zdaj bova videla v živo, kako se ta čarovnija dogaja, kajti zdaj se bova preselila iz studia in gremo v Spar, da bomo videli, kako športno aktiven posameznik vključuje beljakovine v svojo vsakodnevno prehrano in tam med policami skače Andrej Pavličevič. Andrej, slika je tvoja. Hej, sem Andrej Pavličevič in danes vas bom povabil, da se mi pridružite pri nakupovanju v Sparu, da vam pokažem, kako si jaz sam sestavim svoje obroke, ki imajo predvsem zadostno količino beljakovin. Kot osebni trener in ljubitelj športa sem hitro ugotovil, da perfekten jedilnik ne obstaja. Vsi imamo različne življenjske sloge, so pa v prehrani določeni temelji, ki jim moramo slediti vsi. Velik del teh temeljev predstavljajo prav beljakovine in tukaj se zdaj pojavi vprašanje, recimo, koliko beljakovin naj sploh zaužijemo v enem dnevu? Obstaja formula, ki pravi, da je priporočljiv dnevni vnos beljakovin med 0,8 in 1 gram na kilogram telesne teže. Če ste aktivni športniki, je pa ta številka med 1,5 in 1,6 grama na kilogram telesne teže. Jaz imam recimo 100 kilogramov, zato upoštevam tisto drugo številko. 100 krat 1,6 pomeni, da moram na dan zaužiti 160 gramov beljakovin. Preprosto, ampak dovolj matematike. Gremo po nakupih, jaz sem lačen. Običajno pojem 3 do 4 obroke dnevno, začnem pa seveda z zajtrkom. In zelo dobra izbira, High Protein misli od Spara. Imajo dodano vrednost beljakovin, ki so osnovni gradnik v našem telesu in zato jih nujno potrebujemo. Notar. Poleg bi si vzel še grški jogurt z nižjim odstotkom maščob in pa eno jabolko ali pa banano. A pa oboje, kakor mi paše. Predvsem je torej zjutraj pomembno, da imamo uravnotežen obrok, ampak ne smemo se spet preveč omejevati, rabimo energijo za dan. Svetujem pa, da mogoče zjutraj ne zaužijemo ogromno sladkorja, torej čokolade, peciva in takšne stvari na ugel, ne bo šlo. Čas je za kosilo in ker smo mi ravno v Sparu, je moja današnja izbira Hot Champ skleda. Glej, to sem jaz. Vključuje piščanec, ki bo to rundo naš vir beljakovin, avokado kot vir maščob in pa riž kot vir ogljikovih hidratov. Zraven je še ogromno zelenjave in pa pekoča omakca. Odlična alternativa, evo ga, je pa Champ Surf and Turf solata, ki poleg solate vsebuje še piščanca, kozice, feta sir, ogromno zelenjave in pa česnovo omakco. Temu obroku smo odstranili vir ogljikovih hidratov, kar pomeni, da ima manj kalorij. Oba obroka sta polna beljakovin. Hot Champ priporočam športnikom oziroma zelo aktivnim posameznikom, saj vsebuje več kalorij. Champ Surf and Turf solato pa priporočam ljudem, ki želijo zgubiti odvečne maščobe oziroma so tisti dan bolj mirovali. Čas je za večerjo in zame je definitivno prva izbira rdeče meso. Sam čakaj, Andrej, zakaj pa rdeče meso in ne spet piščanec, bom razložil.
Rdeče meso vsebuje višjo energetsko vrednost, torej ima več kalorij, ki jih športniki in nešportniki potrebujemo za ustrezno regeneracijo. Prav tako pa v rdečem mesu najdemo kreatin, ki je super za možganske funkcije in pa, saj veste, mišice. Poleg rdečega mesa potrebujem še prilogo in krompir je tukaj odlična izbira ogljikovih hidratov. Še ena stvar, barbecue, šparova omakca. In tako si sestavim odlično večerjo, ki me bo zagotovo regenerirala. Ne smemo pa pozabiti na malice oziroma na ta čas med obroki. Vrhunska izbira so tukaj šparovi oreščki, kakšen kos sadja ali pa skir jogurt. Se pa osebno izogibam snekanja. Vse veste, kaj pomeni. Pomembno je torej, da ste pozorni, kaj dajete vase, saj ima hrana ogromen vpliv na vaše zdravje in počutje. Ne bomo več komplicirali. Pomembno je, da začnete in s tem, da začnete, boste kmalu ugotovili, kakšna hrana vam ustreza in kakšna ne. Verjamem pa, da ste se danes naučili nekaj osnov, da boste lahko prišli do svojega perfektnega jedilnika. Upam, da sem vas kaj naučil, zdaj grem pa nekaj pojesti. Lačen sem. Aj, čas! Andrej, najlepša hvala za tole predstavitev. Lana, tole, kar smo danes poslušali, je bilo izredno informativno, tako da lahko rečem, da vemo več, da bomo tudi jedli bolje. Kje bi pa lahko izvedeli še kakšno dodatno stvar o beljakovinah oziroma kam nas lahko pošlješ, če smo pogledali tale podcast, pa bi si rekel, še kakšno stvar bi izvedeli. Bolj podrobno na to temo sem zapisala v članku o beljakovinah. Tam vse to, kar sva danes govorila, si lahko ljudje preberajo na daljše, tudi nekako bojo še bolje razumeli, če se bolj poglobijo v to temo. Super. Najlepša ti hvala, da si bila z nami, da si dejansko odprla podcast Več vem, bolje jem in to z pravo dozo beljakovin. 1,5 grama na kilogram telesne mase dnevno. Za športno aktivne posameznike. Jaz sem pa drugače pa 1 gram. Tam 1 do 1,2 bo čisto dovolj. Zaokrožimo na 6. Tako da najlepša ti hvala. Seveda povabljeni, da si preberete Lanin članek in pa seveda tudi vse druge vsebine na portalu Več vem, bolje jem, ki ga najdete na spletni strani Špar. Mi pa se vidimo naslednjič, ko bomo znova razbijali prehranske mite in pa se pogovarjali. Lahko vam sam namignem, to več številk bo kot danes, pa kakšne črke zraven. Tabelce bomo delali, tako da pripravite svoj najljubši program za tabelce in se vidimo naslednjič v podcastu Več vem, bolje jem.